Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je za četrtek 3. oktobra sklical novinarsko konferenco, na kateri je odgovarjal na vprašanja v zvezi z aktualnimi temami. Med drugim je komentiral nedavni kaos pri zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. Mi smo zdaj tudi velikokrat slišali, da je seveda občina zadolžena za primarno zdravstvo, za samo organizacijo je normalno, da je zadolžen zdravstveni dom, drugi ne more biti, ne vodstvo zdravstvenega doma, kdo pa če drugi biti. Zakaj se pa tiče svega primarnega zdravstva, je pa vseeno treba še enkrat ponoviti to, kar sem že zdaj nekajkrat ponovil. Ja, občina je res formalno zadolžena za primarno zdravstvo, samo moramo vedeti, kaj to dejansko pomeni v praksi. V praksi to pomeni, da seveda občine iz tega naslova skrbijo predvsem za prostorske pogoje. To pomeni, da zagotavljajo prostorske pogoje, ob tem, da mi zdaj v tem trenutku tudi investiramo na območju zdravstvenega doma oziroma zaključujemo investicije tam v višini 7 milijonov evrov, kar pomeni, da se bodo pogoji dela na eni strani samim delavcem, ki tam delajo, zboljšali, po drugi strani to pomeni seveda tudi bolj prijazno okolje, po moje, za seveda potencialne bolnike. Vse ostalo je regulirano, seveda zakonodajo, plačna politika je stvar, se veste, pogaja, verjetno ni treba tega ponavljati, tudi vsi normativi in vse ostalo je regulirano skozi predpise in inštitucije, ki so za to zavezane. Tam mi nimamo praktično nobenega vpliva. Tako da je tu ta odgovornost zelo omejena. Jaz nimam nikdar težav z odgovornostjo, če seveda imamo na drugi strani mehanizme, da lahko to svojo odgovornost tudi uveljavljamo. Zdaj, kar se tiče pomanjkanja zdravstvenega oziroma zdravnikov na primarni ravni, nas je doletelo tudi to, kar se pravzaprav vse povsod po Sloveniji na nek način dogaja. Mi smo še recimo dobro leto nazaj pravzaprav imeli pokrito primarno zdravstvo. Zdaj v mestnem času se nam je zgodilo to, da je ena izmed zdravnic je bila podeljena koncesija v Mariboru, mimogrede je bila ta zdravnica tudi strokovna direktorica zdravstvenega doma, torej ena izmed tistih, ki bi naj tudi organizirala delo v zdravstvenem domu. Druga zdravnica pa šla seveda v pokoj. Zdaj seveda smo mi s tem bili seznanjeni in smo tudi takoj pričeli z vsemi postopki. Tako da na eni strani je zdravstveni dom imel ves čas odprt razpis za zaposlitev zdravnikov. No in ta razpis je pravzaprav tudi rezultiral temu, da se je končno ena izmed zdravnic tudi odločila in prišla zdaj iz drugega okolja oziroma se vrnila v zdravstveni dom, ker je že prej tu delala. Po drugi strani smo mi takoj, ko smo lahko, seveda sprožili postopke koncesije. Zdaj morate vedeti, da tudi kar se tiče postopkov koncesije, je postopek celoti reguliran z zakonom. Je malo razlike, recimo 10 let nazaj, ker je takrat bil postopek delovanja drugačen, vsaj po mojem vedenju. Mi smo na to temo imeli, mislim, da vsaj 2 ali pa 3 seje občinskega sveta, kar se tiče zdravstva, ne samo na to temo. Res je pa, da smo imeli eno izredno sejo, ki pa je bila praktično posvečena samo temu področju. Torej, takoj, ko se je formalno to mesto sprostilo, ker predtem sploh ne može, smo pristopili k postopku razpisa koncesije. Treba je sprejeti odlok, za ta odlok potrebujete potem še soglasje pristojnega ministrstva in potrebujete tudi soglasje, mislim, da za zavoda. Šele tada cel postopek že traja, tudi če je vmes bila izredna seja, vseeno nekaj mesecev, ne gre hitreje. Potem smo mi takoj tudi koncesijo razpisali. Na prvi razpis smo dobili sicer 3 prijave. Bila je tudi izbrana zdravnica, vendar se kasneje ni odločila, da bo to prevzela. Mi smo potem ta razpis ponovili
in na ta drugi razpis pa zdaj več nismo prijave dobili. Ne. Zdaj, mene sprašuje tudi, kaj je razlog, ne, zdaj jaz najmanj vidim dva razloga, kar se tega tiče. Po moje je eden od teh razlogov tudi ta, ne, to pa zato, ker sem jaz pa v kar nekaj kontaktih tudi osebno bil z nekimi potencialnimi zdravniki, ki bi pač lahko prišli, ne, zdaj o imenih ne bom govoril, ampak se potem izkazalo, da se pač niso odločili, ne. Za to je pa vzrok po mojem enem delu tudi ta, ne, da pač veste, da je dan v tem trenutku odprt ta zakon, ne, v zdravstvenem varstvu, ne, ki bi na nov način sploh uredil to področje. In jaz predvidevam, ne, da tudi zdaj zdravniki čakajo, da bodo videli točno, kakšne bodo rešitve, ne. Ne, te napovedi, ki so strani vlade, ne. In pač čakajo, to je en del zgodbe, ne, zdaj drugi del zgodbe je pa seveda ta, ne, da pač v Sloveniji imamo manjko zdravnikov na številnih nivojih, tudi na tem primarnem nivoju. In zdaj v bistvu, ne, to pomeni to, ne, da če pač ena občina recimo ne pridobi, ali pa zdravstveni dom pridobi nekega zdravnika, ne, ga nekje drugje vzame, ne, kar pa prosto pomeni, da si v bistvu zdravnike krademo, ne. Zdaj seveda, tisto lokalno okolje problem reši, ne, ampak pojavi se pa ta problem na drugem delu. Zdaj jaz seveda razumem, da je, in se s tem strinjam, to je nevzdržna situacija, predvsem za bolnike, ne, se tudi časih bo ne sam kaj obiskal kakega zdravnika, ne. Ampak, in to tudi ni rešitev, ne, na neki globalni ravni, ne. Zdaj, da če mene vprašate, ne, mi vemo, da imamo v Sloveniji 2 milijona prebivalcev, ne. To je potencialnih 2000 recimo obiskovalcev, da govorimo o celotni masi, ne, uporabnikov zdravstva, imamo določeno število zdravnikov in pač, če mene vprašate, da je bilo treba zagotoviti, ne, da se bi to na nek način enakomerno porazdelilo, ker je pač to, s čemer lahko operiramo, ne. Zdaj druga stvar so seveda še zdravniki, ki lahko pridejo tudi od tako drugod, ne, recimo iz tujine, tudi kar se tega tiče, so bili razgovori in pri nas in pri zdravstvenem domu, ne, ampak pač na koncu se nihče ni odločil, ne, da bi prišel dejansko v zdravstveni dom. Zdaj, kar pa zadeva seveda samega vpisa, ne, to je pa sploh na nek način, bi skoraj rekel, ironija, ne, zato ker smo mi, pa tudi zdravstveni dom, pridobili novo zdravnico, ne, se pravi, neopredeljeni se je potem vpisu zmanjšalo na polovico, ne, v bistvu nam manjka še recimo en zdravnik, ne, da bi že to vse pokrili, ne. Vendar je seveda sam postopek tekel pa na način, s katerim se pa jaz strinjam, da pa ni bil, kar se organizacije tiče, vse po moje oceni pravilno organiziran, ne. Zdaj mi smo pač poprašali nekako je s tem, ko je pač bilo to najavljeno, ne, reče, je bilo, da je organizirano, ne, in zdaj je pa to stvar seveda zdravstvenega doma, kar se organizacije tiče, ne. Dejstvo pa seveda je, da pač manjko zdravnikov je, ne, in tudi kar se vpisu tiče, ne, meni so povedali, da so se vpisovali tudi potencialni uporabniki celo iz drugih občin, ne, da smo reševali v tem smislu problem ne samo naše občine, ampak širšega okolja, pa ne samo območja zdravstvenega doma, še širše, ne. Ker je pač bilo vse to verjetno tudi, veste, ne. Teda zdaj, kar se nas tiče, ne, mi bomo seveda zdaj še enkrat pogledali, pa eventualno detektirali, a se še da kaj narediti tudi pri samem razpisu koncesije. Zdaj, kar se nekih pogojev dela pa tiče, jaz mislim, da so v našem zdravstvenem domu vseeno na nekem nivoju, tudi glede na vse investicije, ki se odvijajo. Dodatna ponudba je seveda tudi to, da če se kateri zdravnik odloči, lahko mu nudimo stanovanje, zdaj kaj več pa, in to je velja za eno ali pa za drugo rešitev, ne. Razpisali bomo pa tudi ponovno pač koncesijo, ne. Zdaj tudi, jaz sem v tem času zdaj bil v kontaktu z pač nekaterimi zdravniki, vendar je treba pač postopke speljati. Zdaj jaz upam, ne, da bomo v tem času nadaljevanja pač čim prej rešili tudi ta problem, ne. Je pa res, da bo vse to potrebno, če me vprašate, ne, na nek način razrešiti tudi na nacionalnem nivoju, ne.